Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes bomo zelo avtomobilski. V preteklih mesecih se je nabralo kar nekaj zelo zanimivih testov, pred nami pa je tudi nekaj svežih in zelo zanimivih novincev. No, dotaknili pa se bomo tudi trenutnega avtomobilističnega, geopolitičnega dogajanja, ki je razdvojen in raznolik kot že dolgo tega ne. Ampak moramo pa gledati tudi z drugega, kot samo z evropskega zornega kota. Akio Toyoda, predsednik Toyote, največjega proizvajalca avtomobilov na svetu, ki svoje avtomobile prodaja po praktično vseh koncih sveta, je nedavno tega rekel nekaj poslovno zelo treznega. Ja, rekel je, da je smotrno oziroma da bi želeli, da bi kupci sami odločili, kaj bodo vozili, na njih pa je, da zagotovijo agregate, ki so za to potrebni. Ker svet je velik, trgi so si pa med seboj zelo različni in tako je zelo verjetno, da bo na različnih trgih mobilnost zagotavljala zelo široka paleta različnih goriv. Lep primer je Kitajska, kjer morajo zaradi mobilnostnih rešitev iskati recimo tudi v multigorivnosti. Zato so tako zelo napredovali tudi v baterijah in prve avtomobile intenzivno pošiljajo tudi na evropski trg. No, in eden izmed tistih, ki bo resen tekmec tudi evropskim znamkam oziroma električnim avtomobilov in ga bomo čedalje več gledali na slovenskih cestah, pa je tudi MG. Spoznal sem kitajskega menedžerja s ta hip najvišjo funkcijo v kitajskem podjetju, ki se ukvarja z avtomobilsko znamko, ki je svojo zgodbo začela pred 99 leti v Oxfordu, se pravi na otoku v Veliki Britaniji. Seveda gre za slovito znamko MG. No, ta gospod, ki se je spretno izmaknil v moji kameri, mi je potem povedal, da je služboval v Nemčiji, pa v Koreji, pa na Kitajskem, pa v Uzbekistanu, pa Kazahstanu. Svojo kariero pa je začel v Sloveniji. On je namreč eden tistih menedžerjev, ki so pripeljali znamko Hyundai v Slovenijo. To je bilo seveda v tistih časih ponijev. Dokler potem na dan začetka vojne ni dobil sporočila, usedi se na vlak, čakamo te v varni Švici. Ampak zakaj je ta zgodba o tem menedžerju avtomobilska zgodba? No, zato, ker sem ga potem vprašal, kako lahko te svoje bogate izkušnje unovči pred MG-ju. No, in njegov odgovor je bil zelo iskren: ne morem jih, ničesar ne morem uporabiti. Namreč, če se preveč zanašaš na svoje izkušnje, v najboljšem primeru ostaneš na mestu. Treba pa je gledati v prihodnost. In z modelom MG4 MG gleda v prihodnost. Kaže nam, kam pelje MG v prihodnosti. Poglejmo to prihodnost. Pri MG-ju so torej zavestno zavrgli stoletno legendarno znamke. Na prvi pogled danes Morrisova garaža res živi samo še v dveh črkah. In en razlog je zagotovo ta, da M in G skupaj bistveno lepše zvenita, kot pa, če skupaj sestavimo S, A, I in C. Drugi razlog pa je tudi, da očitno ni dovolj, če si velik samo na Kitajskem. But why do you need the MG brand? Because SAIC is so big. Yeah, SAIC is so big. They're producing Volkswagen, they're producing Cadillac in China. We are actually up on there with Renault Group, with Volkswagen and Toyota. So we are basically the sixth biggest car manufacturing company in the world. But we need a brand that could resonate with the feelings, with the heritage. And MG is the brand that SAIC would try to conquer the world with, but the design, as you can see it, it's made for the European eye, it's made for not only for the Asian countries. Da osvojiš svet, moraš torej imeti neazijsko obliko, pa tudi občutke za volanom. Ampak do vsega tega še pridemo. Namreč novi MG je že takoj na začetku svojega prodiranja v Evropo prilagodil svojo strategijo. You have started with electric cars here in Europe. Yeah, we started with electric in the Western countries, but yeah, we learned, I would say, from our mistakes, that there's still many demand for petrol cars, plug-in hybrid cars, and also, you know, in this region, the infrastructure is not that good. So, I don't know, the Netherlands and their infrastructure, they are ready to be fully electric. Here in this region, we are not, and that was the reason behind. We say, okay, we will also launch petrol cars in this region. Da bodo torej lahko osvojili Evropo z električnimi MG, zdaj na polno prodajajo bencinske MG-je. In pri Kitajcih nič ne gre po kapljicah. Celo v našo majhno Slovenijo pošiljajo kar občuten val. Prodajni rezultati v Sloveniji segajo nekje do 1400 registriranih vozil do konca leta 2023. Cilj nad 2000 vozil v letu 2024 ne bi smel biti problem.
Torej, že takoj na začetku se želijo uvrstiti na nivo prodaje recimo Opla, Nissana, Suzukija. Glavni adut te nove stare znamke pa se kaže v tem, da nimajo problemov, s kakršnimi se danes soočajo pravzaprav vsi uveljavljeni trgovci. Sam način delovanja znamke MG je mogoče zelo specifičen. Cilj je imeti nekje med 500-700 vozil cel čas na centralni zalogi v Luki Koper in vozila so dejansko dostopna takoj. Next year, we will be 100 years old. MG was about fun, was about driving pleasure. It was small roadsters in the 80s, 70s, you know, the MGB. But actually, if you drive a modern car like this, it's for everyone, and it's driving pleasure. It gives you fun. Okay, we know future is electric. Everybody knows that. But you can still enjoy driving if you are driving an electric car. It not has to be boring. The design is not boring at all. Torej, tukaj se skriva povezava s preteklostjo, z legendarnostjo. Tako kot je nekoč MG s cenovno ugodnimi roadsterji ponujal zabavno vožnjo množicam, ne pa samo premožnim, pa tudi MG-jeva električna prihodnost predvsem zabavna, se pravi dinamična. In prvi model te nove MG-jeve dobe, za katero omenjeni menedžer ni mogel uporabiti svojih izkušenj, se imenuje MG4. Z obliko iz Londona, z novo, izključno električno platformo, pa seveda z bogatim znanjem o električnih pogonih iz Kitajske. Ampak čeprav je znamka MG zdaj končno spet pokazala velik potencial, prav s tem, ko se je odmaknila od tistih starih legendarnih MG-ov, pa v oblikovalskem studiu v Londonu vendarle slujejo tudi klasičnega MG-ja, takšne, kakršne poznamo iz zgodovine, se pravi roadsterja, električnega roadsterja. Predsednik vlade je nedavno rekel približno takole. Kar je dobro za nemško avtomobilsko industrijo, je dobro tudi za našo. In prav ima, vsaj historično gledano. Kar se naše industrije tiče, smo bili prek dobaviteljev v avtomobilski industriji vselej močno vpeti. In pri tej še posebej v nemško. In tako je na mestu vprašanje, kako pomembni smo za nemško avtomobilistično industrijo zdaj, ko je ta v obdobju pospešene elektrifikacije in, to je še posebej pomembno, ko se vsak rešuje po svoje in vsak sam zase. Ker tu namreč naletimo na situacijo, ki nihče ni pričakoval, še Nemci ne. In to je, da se vsi sprašujemo, ali nemška avtomobilska industrija ve, kam gre. In z njo tudi mi. In to se še ni zgodilo. Vedno so imeli plan. Včasih za 10, celo 15 let naprej. Potem se je ta čas skrajšal. Ampak vseeno, imeli so plan. Nemška avtomobilska industrija je kot velik tanker. Težko na hitro spremeni smer, kar je po eni strani seveda slabo, po drugi pa daje vsem, ki smo prisesani nanjo, tudi določeno stabilnost. Negotovost in bipolarne politične signale pa so zaznali kitajski proizvajalci in seveda hipoma reagirali. Evropska vrata jim še nikoli niso bila tako na stežaj odprta. Ampak ne pozabimo, pred 20 in več leti smo na njihov trg mi prišli z novimi tehnologijami in privlačnimi avtomobili. Ampak ti časi se počasi končujejo. Ker ali veste, koliko zanimivih, atraktivnih in cenovno dostopnih znamk električnih avtomobilov imajo na Kitajskem? Eno ste pravkar spoznali. Za ostale se pa ne sprašujte. Nekatere so že na terminalu v Luki Koper. Years ago, the first Corolla was born, and then already 50 million cars sold around the world, and it's like 6 rounds around the world. Naj torej pričakujemo električno Corollo? Technically, it's possible. Does it make sense? So. Da Corolla verjetno nikoli ne bo postala pravi električni avtomobil, je verjetno razlog prav v tem, da je to vendarle Corolla. Se pravi, avto za vse kontinente, avto za vse tipe ljudi, se pravi, avto za vsakogar. Vsekakor pa od leta 1971, ko je nastala tudi ta Corolla druge generacije, kupejevske verzije in s takšnim lepim lesenim volanom, pa tole troblo. Vem, jaz bi tudi še, ampak minut nam bo zmanjkalo.
Ta lepi stari avto moramo zdaj žal zamenjati za sedanjost. Kaj torej prinaša Corolla 223? So we have a redesigned PCU, power control unit, which delivers the electricity from the battery to the electrical motor. It's more powerful and quieter. We have also a new electrical motor, which are more powerful and more efficient. We have smaller and lighter lithium-ion battery. We are using a new oil for this car. We used to have a regular automatic transmission oil, and now we've used a new one with lower viscosity, and this is to improve efficiency. And there is no impact on the lifetime of the gears of the components inside the transaxle. We designed it because I work on it zero maintenance. No need to change the oil, no need to change this part. Basically, we designed it zero failure. For how long? For the entire life of the car. 300,000 kilometers. Even more, I think it should go maybe the million or something. Zmogljivejši elektromotor pa v praksi pomeni, da se bencinski motor ne rabi tako zelo truditi, da bi zadovoljil potrebe po elektriki. In zato res lahko dosežemo zelo visoke odstotke vožnje samo na elektriko. Tam recimo 60-70 je prav realno. Na tej vožnji smo dosegli celo 80% vožnje samo na elektriko. Ampak v tem pogledu pa po novem zelo veliko pomaga tudi navigacijska naprava. The predictive hybrid driving is through a GPS connection when we can detect that the car is going to go uphill and just after a downhill, the car will know that it can recharge afterwards, and then it will drain the battery a little bit more because it knows it can recharge. Corolla pa s prenovo želi biti tudi nekoliko bolj dinamična. So the new features are an enhanced drivability with direct feeling, so the immediate response when you push the throttle. Also, releasing the throttle will provide more decelerating capabilities. Also, when a turn is detected, you will have more deceleration capabilities. Ker se tako nezadržno bližamo letu 2035, pa se tudi na tej predstavitvi nismo uspeli izogniti tistim že mnogokrat poudarjenim dejstvom. When you have a green electricity, then driving electrical cars makes sense, of course. But if you look at Europe as a global, holistic, not all countries are in the same conditions. So then you need to really make the changes also based on how green the electricity is. The two has to move together, and also the infrastructure, of course. Cilj je torej čist planet, ne pa električen vozni park. In v tem pogledu Corolla kot množičen hibrid za zdaj še vedno igra bistveno pomembnejšo vlogo kot pa električni avtomobili. Zakaj? Ker je treba biti realen. What is very important, and the strategy of hybrid from day one, with the first price, is to reduce fuel consumption by 50%. But the second thing is very important, is to make it accessible and affordable. Realno pa se moramo obnašati tudi zaradi afriških rudnikov in tovarn baterij. If you have 100 cars and you have 100 kWh of battery, if you put that 100 kWh battery in one car, your reduction will be very small, like 1.5 gram maybe on the overall life cycle average. If you do on 90 hybrid for the same 100 kWh, then your reduction is like 45 grams reduction, which is a much bigger reduction because you have the masses, because you touch many more cars, many more customers. Tourneja Connect ne prinaša zgolj Caddyjeve zunanjosti, ampak tudi notranjosti. Praktično vsi elementi, ki se jih dotaknemo, delujejo zelo kakovostno. Pa naj gre za površine, za ročice ali stikala. Pri Fordu so že pred časom oznanili, da bodo izdelovali samo še tiste avtomobile, ki so prodajno uspešni. Odločili so se namreč tudi, da bodo v letošnjem letu prenehali z izdelavo svetovno uspešne Fieste.
ki pa je na trgu že od leta 1976. Zanjo pa se je odločilo že več kot 20 milijonov kupcev. Če gledamo s čustvene plati, precej nelogična poteza, če pa pogledamo iz Fordove racionalne strani, pa se že zdaj večja in tudi seveda dražja Puma prodaja dobro. Potem, ko ne bodo več izdelovali Fieste, pa se bo verjetno še bolje. Vsaj tako menijo pri Fordu. Poleg trenutnega zaslužka so tu še smernice za prihodnost, načrtovanje prihodnjih modelov in jasno elektrifikacija. Ampak zdaj se verjetno že sprašujete, kakšno vezo ima vse to s tem avtomobilom. Tudi njega je pravzaprav doletela podobno zanimiva zgodba. Ford je model Tourneo Connect predstavil leta 2002 kot potniško nadgradnjo cargo različice Transit Connect. Prvo generacijo so izdelovali v Turčiji in Romuniji, drugo pa je Ford predstavil v svojo špansko tovarno v Valencijo. Lani so predstavili tretjo generacijo, ki pa se izdeluje na Poljskem in to v Volkswagenovi tovarni. In če niste vedeli, na kateri avto vas Tourneo Connect spominja, zdaj veste. Tourneo Connect ne prinaša zgolj Caddyjeve zunanjosti, ampak tudi notranjost. A tega mu nikakor ne štejemo za slabo, saj se pri takšnih sodelovanjih združijo najboljše stvari iz obeh modelov. Tako novi Tourneo Connect prinaša voznikov delovni prostor, ki navduši s preprosto in zadovoljivo ergonomijo, s podobnima sedežema in opremo, ki se ne bi branil niti povprečen osebni avtomobil. Če k temu prištejemo še vse odlagalne površine in predale, ki so tudi resnično uporabni in dovolj veliki, da v njih dejansko tudi kaj spravimo, pa je takšen avto tudi družinsko uporaben in enostavna alternativa izginjajočemu razredu družinskih enoprostorcev. Ker zdaj že vemo, kateri avto je služil za osnovo, seveda ne čudi, da je pod motornim pokrovom Volkswagenov dvolitrski TDI. No, ta služi za osnovo, nastavitve motorja pa naj bi bile vseeno Fordove, zato je Fordovo tudi ime. 2.0 TDCi EcoBlue. V testnem avtu je za prestavljanje skrbel 7-stopenjski dvosklopčni menjalnik, ki delo opravlja povsem spodobno. Brez težav lahko rečemo, da celo odlično, ko je vožnja umirjena in velikosti avtomobila primerna. Priganjanja pa pač ne mara, ker ga tudi sam agregat ne. Navsezadnje takšna vožnja prinaša večjo porabo goriva, 7, morda tudi 8 litrov za 100 prevoženih kilometrov. Če pa je vožnja umirjena, takšna kot na našem nornem krogu, pa bo za 100 prevoženih kilometrov dovolj že zelo spodobnih 5 litrov in pol. Kakorkoli, 90 kW je več kot dovolj, da je vožnja spodobna tudi takrat, ko je avto polno obremenjen. Zaradi skoraj 36 cm karoserijskega prirastka sta v zadku avtomobila lahko tudi še 2 dodatna sedeža. Odstranjevanje in zlaganje sedežev je enostavno, zato je Tourneo Connect, ne glede na to, da gre za potniško različico, enostavno uporaben tudi za prevoz tovora, saj ponuja nekaj malega več kot 3100 litrov prtljažne prostornine. Tourneo Connect sicer po obliki ni družinski enoprostorec, a v takšnih primerih štejejo notranje udobje in prostornost. In čisto za konec še namig. Če se vam zdi, da je Ford v podrejenem položaju, počakajte na test novega Volkswagenovega Amaroka. Tam je namreč zgodba povsem obratna. Med drugimi avtomobilskimi novicami in novostmi Renault je pokazal tudi novega Espasa, ki ni več enoprostorec, ampak je SUV, ker to bojda hočemo. No, zanimivo je, da je enoprostorska avtomobilska karoserijska oblika morala skoraj izginiti iz zemljevida avtomobilov, da bi se zdaj lahko vrnila v obliki športnega terenca, kot da že prej ni bila dovolj zanimiva za recimo večje družine ali pa za aktivne družine. No, ko je volan podjetja Renault prevzel Luca Di Meo, je rekel, da bi morali Renaulti pri kupcu ostati 20 let ali več. In to zato, da bodo z enim avtom zaslužili več in večkrat. No, ampak da pa to naredijo, bodo morali biti avtomobili tako privlačni in atraktivni, da se jih voznik ne bo naveličal. In predstavnik novega vala je Renault Austral. Ime Austral
je za Renault novo. No in tako smo tekom testa seveda tudi mi dobili številna vprašanja. Ja, kakšen model pa je pravzaprav to? No, če vas to ime spomni na Avstralijo, naj razložimo, da je tudi ta dežela dobila ime po zaslugi latinske besede Australis, ki pomeni južen. In Austral v resnici prihaja z juga. Izdelujejo ga namreč v španskem mestu Palencia. Najprej pa smo na tem avtomobilu opazili zanimive modre oznake. Gre namreč za logotip znamke Alpine. Renault se je namreč pred kratkim poslovil od svoje športne znamke Renault Sport, njeno mesto pa je zasedla znamka Alpine. Ena izmed glavnih ugotovitev je, da je Renault naredil resnično velik napredek pri kakovosti in izbiri vrste materialov. Praktično vsi elementi, ki se jih dotaknemo, delujejo zelo kakovostno, pa naj gre za površine, za ročice ali stikala. In kaj nam še hitro pade v oči? Rahlo oglad volanski obroč. Bolj opazna razlika je nova prestavna ročica, ki se odslej nahaja neposredno za volanskim obročem. No in tako prestavljanje odslej ne zahteva več poseganja sem proti sredinski konzoli. In enako velja tudi za tale opazen gumb. Na ta način hitro zamenjamo vozni program, s tem pa ne zamudimo kakšnega atraktivnega ovinka, ki smo si ga želeli odpeljati dinamično. Zanimiv pa je tudi tale pomičen del z naslonom za roko. Pri Renaultu pravijo, da so navdih zanj črpali iz aeronautike in urarstva, no, nam pa je bil predvsem všeč zaradi bolj preproste uporabe teh tipk pod osrednjim zaslonom. Zelo opazna novost bo tudi nov osrednji zaslon, ki deluje na osnovi Googlovega operacijskega sistema. Hey Google, tell me a joke. Why can't elephants use computers? Because they're scared of the mouse. Zaslon se je po uporabniški izkušnji že približal tistim boljšim pametnim računalnikom in to za Renault pomeni resnično velik korak naprej. In ne nazadnje, zelo pametno je, da je Renault ohranil nekaj fizičnih tipk za dostop do tistih glavnih funkcij. Predvsem veseli smo gumba za regulacijo temperature v kabini, ker tisto tapkanje po zaslonu resnično ni priročno. Na zadnji klopi je zame, ki imam 176 cm, povsem dovolj prostora, pa tudi kakšna višja oseba ne bi smela imeti posebnih težav. Vožnja je na zadnji klopi v tem avtomobilu zelo prijetna, no še bolj pa bi bila, če bi bila kabina svetlejša, kot pa je pri tej dinamični različici. Zadnja klop je sicer deljiva le v razmerju 1:2, lahko pa prilagajamo naklon naslona in jo pomikamo naprej in nazaj. No in ko zadnjo klop pomaknemo povsem naprej, dobimo skupno 555 litrov prostornine, kar prtljažnik Australa že uvršča med tiste bolj prostorne v svojem segmentu. Modra črka E na zadku označuje, da gre za hibridno različico. No in gre za klasičnega hibrida, kar pomeni, da za njegovo polno izkoriščanje ne potrebujete polnilnega kabla. Baterija se namreč polni med vožnjo, bodisi ob zaviranju ali pa jo z ustvarjanjem energije polni bencinski motor. No, ampak mi bi raje izpostavili dejstvo, da Renaultov hibridni pogon v primerjavi s preteklimi generacijami sedaj deluje precej bolj odzivno, predvsem pa bolj logično in predvidljivo in nasplošno prinaša boljšo vozno izkušnjo. Baterija tega klasičnega hibridnega sklopa ima kapaciteto 2 kWh. Njeno zalogo pa smo lahko najbolj učinkovito porabljali ob mestni vožnji, kjer smo se precej časa vozili tudi le na elektriko. No, in ravno pri mestni vožnji se Austral najbolje izkaže tudi, ko govorimo o porabi goriva, saj je prihranek pri tovrstni vožnji največji. Skupno smo na našem testu pri mešanem ciklu beležili porabo goriva okoli 5,5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in seveda z več bencinske avtocestne vožnje bo ta številka nekoliko višja, pri hibridni mestni vožnji pa še nekoliko nižja. Vsekakor ta številka pomeni, da je hibridni pogon postal primerna alternativa dizelskemu motorju tudi v SUV-ju te velikosti. No in to je v primeru Australa še posebej pomembno, ker dizelskega motorja ni več v ponudbi. Za izboljšano učinkovitost pogona je odgovoren tudi bencinski motor. No, ta novi trivaljnik je ob zagonu vozila in nato še prvih nekaj 100 metrov vožnje sicer precej glasen.
v nadaljevanju pa je njegova zvočna kulisa zelo prijetna. No, všeč pa nam je bilo tudi delovanje sistema za zadrževanje vozila na sredini voznega pasu, ki se ne izgubi niti v primeru, ko na eni strani cestišča zmanjka črte. Za razvoj prednjih žarometov pa smo poskrbeli v Sloveniji. Seveda gre za Helo Saturnus. No in mi bi priporočili, da izberete tiste najbolj napredne, ki postrežejo tudi z matrično funkcijo. In ti žarometi s svojim delovanjem pri nočni vožnji resnično razbremenijo voznike. Austral 4-kolesnega pogona sicer ne ponuja, no ampak ker imamo na voljo 18 cm odmika od tal, ne bo prav nič narobe, če se kdaj pa kdaj z njim zapeljemo tudi na kakšen makadam. Ena izmed glavnih stvari, ki jih izpostavlja Renault, je tudi trpežnost oziroma dolgotrajnost tega avtomobila. Želijo si namreč, da bi Austral imel čim daljšo življenjsko dobo in čim bolje ohranjal vrednost tudi kot rabljeno vozilo. No, primer trpežnosti je tudi takšna hrapava mat barva, ki jo je zelo preprosto vzdrževati in je precej robustna. No, na voljo je le na različici Esprit Alpine, to pa je prvič, da jo je Renault ponudil na kakšnem izmed svojih serijskih avtomobilov. Danes nismo spoznali samo AMG kitajske znamke, ampak tudi to, da je danes mogoče, če imaš veliko denarja, zelo na hitro iz pozabe pobuditi neko blagovno znamko in narediti zelo atraktiven električni avto. No, Kitajci to znajo, to so naredili z Volvom in nekaterimi drugimi avtomobilističnimi znamkami. Ampak zanimivo je, da je AMG v veliki meri narejen za Evropsko unijo in za Veliko Britanijo. Načeli pa smo tudi vprašanje, ali imamo Evropejci še dovolj atraktivne avtomobile za kitajski trg. In odgovor je na dlani. Ja, imamo, ampak se poslovne razmere tudi tam kar precej spreminjajo. Tako se spreminja, da bo naš delež prodanih avtomobilov na kitajskem trgu nekoliko manjši, njihov pa na našem nekoliko večji. No, to bomo zagotovo spremljali tudi v oddaji Avtomobilnost. Se vidimo spet naslednji teden, vmes pa kliknite na našo podstran na MMC-ju, rtvslo.si/avtomobilnost in na YouTube Avtomobilnost. Srečno!